Še ena dramatična tekma, tokrat v Kranju, in še ena zmaga po preobratu. Tako kot v Domžalah, tokrat 3-1 in drugo mesto na lestvici. V prvem polčasu se je začelo obetavno, že v 5. minuti je Rudi Požek-Vancar streljal mimo. V nadaljevanju v prvem polčasu veliko priložnosti ni bilo. Zapretili so domačini, z leve strani je poizkusil Gliha, Pirič se je izkazal. Potem pa najlepša priložnost v prvem polčasu po globinski podaji Krecuja Zahovič, toda izkazal se domači vratar Arko. Ob zaključku priložnost tudi za domačine, toda branilec Vilmoc je streljal iz neposredne bližine mimo. Ostalo je 0-0. Na začetku drugega polčasa neka nova energija in spet obetavni napadi. Prvi je poizkusil z razdalje Klinar, toda vratnica je rešila domačine. Potem pa namesto vodstvo za Triglav, in sicer je po podaji iz prostega strela in napaki Kena Piriča zaključil branilec Ark Česen za presenetljivo vodstvo domačih. Še predtem so sodniki razveljavili zadetek Mitrovića po podaji Derviševića. Mariborska ekipa se ni vdala, ponovno se je izkazalo, da so dodatne menjave, skupno 5 lahko jeziček na tehtnici. Tokrat je za ekstra potezo za izenačenje poskrbel Amir Dervišević, ki je zadel neposredno iz kota. Za popoln preobrat pa v zaključku tekme najprej za protinapad Felipe Santos proti Luki Zahoviču, ta pa je streljal neobranljivo v dolgi kot za 2-1 in 9. gol v sezoni. Ter potrditev zmage le nekaj minut zatem, ponovno hiter protinapad, tokrat Pihler Zahovič, podaja Zahoviča v drugem poizkusu Tavaresu, ta pa je iz neposredne bližine zadel za zmago 3-1 in kot rečeno za drugo mesto na lestvici. Prvaki tako ohranjajo 100% izkupiček po korona obdobju. Zelo pomembno, da imamo širok kader, dobri nogometašev, da lahko kot trener se odloči da menja, da lahko spremenimo tekmo in to je naš prednost v prvenstvu. Treniramo na puno, imamo energijo, motivacijo in delamo za ekipo in hoćemo biti prvi. Odličan posao, u 3 kola smo smanjili na 1 piku zaostatak, to je ono što smo htjeli, čemu smo se nadali i evo na kraju sad odlučujemo sami u sebe sa svojim pobjedama da nastavimo dalje. Naslednja tekma v nedeljo v Ljudskem vrtu, nasprotnik pa velenjski Rudar.